Za 70 let prispevanja k razvoju pedagoškega, strokovnega in znanstvenega dela na področjih matematike, fizike in astronomije prejme Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije srebrni red za zasluge. Saj je bilo kot Društvo matematikov in fizikov ustanovljeno leta 1949. Njegovi temeljni dejavnosti sta podpora kakovostnemu pedagoškemu delu ter popularizacija matematike, fizike in astronomije. Torej za občasno podelitve oblikovanja Republike Slovenije. Za izjemno obsežen, raznolik in odmeren avtorski opus, ki neguje narodno zavest, prejme magister Ivan Sivec, red za zasluge. Doktor Mirko Cuderman, medalja za zasluge. Vesel sem, ko vidim, da so se ljudi iz najbolj celih potrpjeno. Predsednik Republike Borut Pahorjević za občasno podelitve oblikovanja Republike Slovenije. Za dolgoletno delovanje na področju glasbenega šolstva v Brežicah ter za obuditev in razširjanje tamburaštva prejme Dragutin Križanič, medaljo za zasluge. Dragutin Križanič se je rodil na Hrvaškem, v vasi Poljanec blizu Varaždina. Tam je končal srednjo glasbeno šolo, nato študiral kontrabas na Zagrebški akademiji za glasbo in se po študiju zaposlil v simfoničnem orkestru Radia Televizije Zagreb. V zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja se je s soprogo Elizabeto, prav tako akademsko glasbenico, preselil v Brežice, kjer živi še danes. Najprej je kot učitelj glasbe delal na osnovni šoli Krško, nato pa je leta 1992 postal ravnatelj brežiške glasbene šole. Svojim delom, posebnostjo in predanostjo je šoli in kraju vtisnil močan pečat. Upokojil se je leta 2012, vendar še danes enako neutrudno nadaljuje svoje delo in poslanstvo. Glasbena šola Brežice je v času, ko jo je vodil, povečala število udeležencev, pridobila ustreznejše prostore in odprla več novih oddelkov za glasbila. Poučevati so začeli klarinet, saksofon, tolkala, violončelo, kontrabas in citre. Po letu 1996 so nastali različni orkestri oziroma ansambli učencev, najprej harmonikarski in godalni sestav, že leta 1997 Pihana godba, leta 2000 simfonični orkester in leto pozneje citrarski, tedaj edini v Sloveniji, v letu 2010 pa so dobili še tamburaški orkester. Šola je postala pomemben dejavnik glasbenih, nasploh kulturnih dogajanj v ožji in širši posavski pokrajini. Po zaslugi ravnatelja Križaniča je začela sodelovati z bližnjimi in tudi bolj oddaljenimi glasbenimi šolami. Najodmevnejše je bilo sodelovanje z umetniško šolo Johana Sebastiana Bacha iz češkega mesta Dobžani, ki je Dragutinu Križaniču leta 2012 podelilo naziv častni meščan. Med letoma 1997 in 2005 je Dragutin Križanič vodil delovno skupino za pripravo učnega načrta za glasbeni predmet Šola za tamburice in je tudi soavtor učbenika Šola za tamburice.
Že leta 1983 je prevzel vodenje tamburaškega orkestra Kud Oton Župančič iz Artič, ki sta ga nato soprogo vodila 35 let. Ob tem sta ustanovila tudi mešani in ženski pevski zbor Kud Brežice in jo vodila več kot 30 let. V bližnji in daljni okolici sta pripravila 100 in 100 skupnih koncertov, nastopov in gostovanj tamburaškega orkestra z zboroma. Gostovali so povsod po Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, na Češkem, v Avstriji in Italiji. Tamburaški orkester se je redno udeleževal mednarodnih srečanj in se domov vračal z najvišjimi uvrstitvami in priznanji. Na regionalnih in državnih tekmovanjih je prejel 11 zlatih plaket. Dragutin Križanič ves čas svojega profesionalnega glasbenega dela tudi komponira. Ustvarja novo glasbo ter prireja skladbe za tamburaško igranje in pevske zbore. Napisal ali priredil je več 10 skladb, številne so se uvrstile tudi v redne repertoarje drugih tamburaških sestavov. Življenjsko delo Dragutina Križaniča v glasbenem šolstvu, ljubiteljski kulturi in pri vzpostavljanju širših vezi s sosednjimi državami ter njegov prispevek k spoznavanju, ohranjanju in krepitvi tamburaštva na Slovenskem zaslužita našo zahvalo in priznanje. Ljudje smo odnosna bitja. Žlahtnost našega časa, žlahtnost naših življenj je odvisna od žlahtnosti naših odnosov s okoljem, v katerem živimo. Izredno čas mi je zadovoljstvo, da je moje brežiško okolje spoznalo mene kot človeka, ki se zasluži eno tako čudovito priznanje. Na tem priznanju piše moje ime, ali to priznanje ne pripada samo meni. To priznanje pripada izredno uspešnemu sistemu glasbenega šolstva v Sloveniji. To priznanje pripada vsem učiteljem, ravnatelju glasbene šole Brežice, vsem pevcem, katere imamo v naših pevskih zborih, vsem našim tamburašem, našim županom, ki izredno uspešno podpira amatersko kulturo. Amaterska kultura je tista, ki govori o tem, kdo smo to mi, odkot prihajamo, kakšni smo, kakšne so naše želje, kje je naš cilj. In zato moram vedno o tem razmišljati in to amatersko kulturo tako profesionalno podpirati. O tem smo mi. Ne po Mercedesu, po kulturi, po koraku ljudskega plesa, po sliki, po harmoniji naših pevskih zborov, po lepi pisani in izgovorjeni besedi. To smo mi. In zato se želim zahvaliti vsem tistim, katerega je padlo na pamet, da me predlagajo za tako priznanje. Svoji familiji gospod Žekš me je upozoril, ko sva se pogovarjali na telefonu, da se posod se pojavlja ime moje žene. Je rekel, žal, samo vi boste dobili to priznanje, ali morate se tudi svoji ženi zahvaliti. Jaz tudi v tem trenutku se zahvaljujem
razloženi svoj familiji in vsem vam, ki ste tu danes iz Brežice, ki me podpirate. In na koncu, naj glasba bo, naj glasba ostane. Vaša lepa, prijetna vsakdanjost. Samo tako, s kulturo, ob kulturi, z glasbo, ob glasbi, bo človek človeku postal človek. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Križanič. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za dobrodelnost in dolgoletno humanitarno delovanje v okviru rotarijskega gibanja prejme Janez Pucihar medaljo za zasluge.